Tako. Kaj dela Filc? In ena in... Nismo lih live, ampak dobrodošli na podcastu UF na 11. In danes sem jaz enega zelo posebnega gosta nasprot mene, Vauks. Folk te je hotel, folk te je označil v našem storju, ne sem rekel, ej. Saj nekdo me hoče. Saj to te hoče, evo, to je to. Daj mi povej, kakšna je bilo pot do sem, skaj videl maske v avtu? Ne, nisem videl mask. Sem pa zjutraj nekaj po Facebooku videl, ja, da že talajo kazni, če nimaš maske v zunanjem prostoru oziroma... Tako da nisem pa v avtu, ne. Nisem. V avtu ne, kaj ba je, če vas je več v avtu, morate imeti maske. Ja, če niso iz skupnega tega gospodinstva. Ja. Ja, daj mi povej, ti si rekel, da prihajaš iz Kopra. Ja. Iz Kopra. Kako si se v bistvu sploh spoznal, bom rekel, greva čist na tvoje korenine, se pravi na tvojo zgodbo. Okay. Prihajaš iz Kopra in si, bom rekel, youtuber, rapper. Jaz te vidim kot artista in nekateri, bom rekel, MC v Sloveniji te splošno v bistvu ne marajo. V bistvu imajo nek hejt do tebe. Ja, mogoče, ker sem vedno bil en korak pred njimi. Pa ne, da bi se zdaj hvalil, ampak gledam recimo glasbo, ki sem jaz 10 let nazaj delal, zdaj določene artisti šele zdaj delajo. Ne? Govoril ta rap, ko malo zapoješ, malo autotune. Tako da zdaj ne marajo. Saj veš, kako je, vse imaš tu Gregorja, ne? Nekomu, ki gre, ga bojo vedno, pač bo bil hejt. Ne? Sej, pa nočem zdaj povedati, da sem zdaj, ne vem, boki batina, ampak pač, če ti določena stvar laufa, če ni hejta, potem nekaj delaš narobe. Ja, jaz sem pa tebi nasploh opazil, da si izredno talentiran. Izredno talentiran sploh ker sem videl zdaj zadnje te scene, ki delaš, se pravi te priredbe, a ne? Takaši ste naredil, a ne? Eno to sceno. In tle sem v bistvu tako opazil, da res huda scena. Daj povej, kako ti prijaš do take ideje, oziroma, ko si sploh tega lotil? Zakaj si to lotil? To sem zdaj začel delati zdaj eno leto, odkar sem začel delati, kako posneti kot Džala, Buba, Tekaši. Ne vem, odvedno so bile te ideje, ampak nikoli nisem se lotil in pa sem pač čisto si rekel, zakaj ne bi jaz to vse prenesel na YouTube. Ne? Včasih se ful na Facebooku objavljajo, ste parodije, ful, ogromno, že leta nazaj, od parodij, vlogov, nekih skečev, ne? Ampak sem rekel, dajmo to mi prenesti na YouTube, ker vem, da YouTube je začel ful cveteti, ne? Recimo 10 let nazaj ni bil YouTube tako kot danes. In sem rekel, ajde, začnimo enostavno ko posneti Džala Buba. To je bil prvi objav in sem rekel, pizda, hud odziv, ne? Res hud odziv. In nič, smo začeli, jem si stojen, to in pol pač vroče artiste, itak sem jih zagrabil in jih pač kao pokazal, ko posnet, kot ne vem, 6ix9ine, ne? Ja, ampak to je v bistvu dosti genialna stvar. Ja, no pač, kako bom rekel, zdela se mi originalna ideja, noben tega nima. Ja. Ne? Še ne vem, Američani, če imajo to delajo, so neke fore, kao how to make a song in 5 minutes like Migos. Ja. Ok, to sem zasledil. Ampak recimo na balkanski sceni to ni noben naredil. Sem rekel, pa da bom bil prvi. No. Ja. Mislim, da se je prijelo. Ne? Ja, definitivno. Jaz mislim, da definitivno. Tako da bo dalje. Prihajajo za naslednje, kako posneti kot Nicki Minaj. To bo pestro. Ja, to bo pestro, ja. Ampak se moram lotiti. Ti tudi v bistvu snemaš te videe? Ja, vse svoje, mislim, vse to, kar imam, je z mojo produkcijo, z mojo opremo. Snemam včasih punco, včasih kolega, ki je zraven. Tako da malo se še sproti učijo, montiram sam. Tu pa tam imam še enega kolega, ko ima isto opremo, recimo 6ix9ine, to me je kolega snemal, montiral sem sam. In to pač potem... Kaj pa uporabljaš, a so Adobe ali kaj? Final Cut Pro. Final Cut, pa si ti bil tam Mac. Apple, ja. Odkar sem začel ustvarjati je Apple, ja. A res? Ja, tako da nočem se niti umakniti, ker ne da se mi spet učiti vse z Adobeom in to. Navajen sem delati na Final Cut, Logic Pro. Zdaj, bom rekel tako, mogoče širša javnost. Jaz mislim, da je zate zvedla, ker si v bistvu imel dis na ekipo iz Zdraval, pa iz Čaleta Saleta. Daj mi povej, kaj bi Vauks danes dodal, kakšen punch bi dodal danes, če bi lahko danes še enkrat posnel dis? Ma ne bi sploh disal. Ne bi sploh disal. Ne, sej imam video na YouTubeu, kjer sem povedal, zakaj sem to naredil, kaj je bil razlog. Okay. Tako, če koga zanima, je, kaj je že,
zakaj sem disal. Vauks, zakaj sem disal na YouTube, bo vrglo ven. Ne. In si to v bistvu naredil bolj zaradi tega, da si pač neko pozornost dobil ali v bistvu enostavno? Mislim, da daš na YouTube kakšen koli komad, tudi če ne vem, o svoji punci je pozornost. Tako da tisti, ki bo rekel, da to ni res, pol pač komad ne izdat na YouTube. No. Itak, da je bila pozornost, izkoristil sem to priliko, ko je posnel tisti To je to, kjer je pač se igral kriminalce in sem rekel, ajde, zdaj kao imam neko zeleno luč, da jaz lahko dis naredim. Ne. Da, če bo me kdo vprašal, zakaj, da rečem za to. Ne. Ja. Je nič, itak sem vedel, da to bo pač počlo, ne, ker te brat je Čale isto začel rast. Ja. Ja, in je počlo. Se pravi, v bistvu ti je ta drama dosti blizu, ne? Ja, včasih mi je bila, zdaj se izogibam, mislim, da nisem bil v sporu z nobenim. Ja, razen politike, predvsem to pač ne morem s tem. Eno igra, drugo je, to mi je vse jasno. Ampak glede na to, da se gleda zdaj na ta hejt, a si kdaj imel kakšne grožnje ti? Si dobil okay? Grožnje. A koliko je folk bolan v Sloveniji? Mislim, grožnje še kar dobijo, čeprav ne iščem več, nobenega se ne spravlja, razen politikov, kot sem prej rekel. Ja. Ne vem, da bi se spravil na, ne vem, Pero Martiča, recimo, ali potem, ko recimo tudi gre, se nisem nikoli na koga spravil. Delam reakcije na določene spote, kjer pač povem, kaj me je zmotilo. Recimo nazadnje sem za Niko Zorjem povedal, ko je naredila Korona, čau. Totalno neokusna zadeva, ampak ni da bi rekel, ti si prasica, crkni. Ne, vse pač povedal. Konstruktivna kritika, tako. Sploh ni bed, ja. Kar je šlo neka mini drama, ampak ni nobeno pljuvanje, disanje, disrespekt, ne. Tako da, kaj je še bilo glavno vprašanje, da smo zavili? Pa si v bistvu to, v bistvu sem te vprašal, če si kakšne grožnje dobil. Ja, grožnje. Če lahko pišeš kakšno... Pa na YouTubeu je tega, ja. Nazadnje sem dobil na TikToku, stari. Vauks, ti si desničar, ko te vidim, te bom ubil. In ime akaunta je imel nek slovenski bojevnik. Ne. Shit. To je bilo nazadnje tako. Čak, ti si desničar ali levičar? Oni mislijo desničar, politično usmerjen. Aha, se pravi, jaz bi mislil, da so desničari bolj taki. Ne, in itak nisem nič, ne, ampak ker imam par video proti lih, vedno naletim na desničarje, ne, in je pač sklepal, da sem jaz levičar, ne. Tako, v času, recimo, ko je bil ta cancel, pa ta moj dis, ne vem, kdo je spravil mojo številko v javnost. Jaz sem dobival en mesec, vsak dan, prisežem, po ene 50 klicev, eni so me hvalili, sem videl diska, noro, drugi, jebo, če ti imamo ubičute, ko priješ v Ljubljano. In ne vem, kdo je to številko dal v javnost. In to so me klicali. Kakšen je to pritisk, stari? Kaj je to tep naredil? Bom rekel, da takrat sem bil še psihično močen, ker sem itak vedel, kaj me vse čaka. Da bi to se mogoče zgodilo 2-3 leti prej, ne vem. Takrat sem že bil, ne bi niti disa izdal, če ne bi jaz bil pripravljen, kaj vse sledi. Jaz sem vedel, da bo to in top in jebali ti bomo vse. Ne. Tako da je bil kar non-stop klici, pa se javil. Ampak jaz sem se na vse javil, za nalaž sem se javil. Tako da sem požrl enih jebačov ti majko in ubičov te. Se pravi, da v Sloveniji uspeš na YouTubeu, moraš imeti dramo, Če hočeš dobiti, bom rekel, hitro ugled, da samo napade enega, ki ima ime. Ja. Ampak spet ni rečeno. Zdaj, če boš imel dober humor in dobro narejen video, zdaj, če boš pa kar nekaj govoril, boš samo dobil kupenih nekaj. Boš izpadel debil, tako. Recimo Marko Rožerjav, on zna dobro narediti dramo, ne? On ima ta humor zavit v celofan, da ga bolj ne moreš zaviti. In smo se zadnjič pogovarjali in je imel že nekaj problemov zaradi takih videov. Ja, ampak on ima v bistvu, pa ne meni všeč, ker v bistvu ima te efekte, ne. V bistvu on na tak prijazen način te zdisa. Ampak dober zdisa, ne. Lepo zavil celofan, ne. Recimo on imel tu iz Čaletom eno frkico, ja. Ko je takrat neki se spravil na Čalet, ampak tako zelo doktorsko, ne, zelo. In pol je imel neke scene, ampak ni videa zbrisal, kljub temu, da je imel neke. A je prav kao fizično, kao folk? Ne, dobil je neke klice od njega lih, ampak da so ga prosili, če lahko video odstrani, da ni primerna vsebina. In je rekel, kaj nisem pač primernega povedal. In potem pač so se kao zmenili. Video je še vedno gorno. Ja, malo sem že povedal čez te tvoje komade in ti smo enemu komadu isto, pa ne bo govorila samo, ne me zdaj narobe razumeti, v hejtanju pa v disu pa od tega. Pač, ampak jaz mislim, da ti si ena oseba, veš, ki je to vse dala česa, ne.
A veš, in mislim, da veliko stvari lahko poveš za kakšne, recimo, ki te pa toliko ne poznajo, ali pa jih zanima, ali pa za nekoga, ki v podobni situaciji bo, kot ti. Di so sticu svojega brata. Ja. Ne vem pa zakaj. To je bilo zaigrano. Okay. Jaz sem brat sva šla na to karto. To sta naredila prvo dva, Logan Paul in Jake Paul. Okay. En večjih youtuberov, verjetno pa si čul že. Ja. In sta isto zaigrala Dis. In to je bilo wow, ne, to je bilo spet boom. In sem rekel, fuck tim, naredijo mi dva isto brata sva. On itak včasih repal, vejo kdo si, ne. Jaz pa itak mi sledijo, ne. Ajde, jaz sem za. Ok, naredim Dis. Win-win kombinacija. Ja, naredim Dis, top, vsi, kdaj, kaj je to, ne, sem rekel, zdaj, če mi ga vrneš, jaz sem bil pripravljen njemu, jaz napisal tekst. Se pravi, jaz bi sam sebe zdisal, ti samo pridi od repa, jaz sem v spotu vse naredil, tako da boš bil boljši kot jaz. In nikakor ni hotel priti snemat, pa nimam cajta, pa se mi ne da in... Veš, stari. Škoda, ne, ker pol bi mu jaz vrnil še tretjega, ne, in bi verjetno bil efekt nor, ne, ampak tim. Tako da ja, sem rekel, ok, vidim, da ti pač ni imel, ne. Kako je pa on to mislim, ki je poslušal, a ti naredil kakšno reakcijo? Ne, bi tako smejal se mu, jaz sem mu tako sproti pošiljal dobre verze, ne. Ja. Je rekel, ja, dej še to omeniti isto, tako da on je bil 100% pripravljen, ampak dobro, vse ga razumem, no, on zdaj ima službo, punco, ni več niti v tem, padeš ven, ne, in ti ne more se nikakor spraviti. Sem rekel, dej pedi kolegu posnet vokale, vsaj to, ne, bom jaz miksal in ni se premaknil in zdaj itak ni mogoče še prepozno, ampak... Ja, kaj v Sloveniji rabaš, da zgradiš dober YouTube kanal? Kaj pa vem. Zdaj recimo, da nisi toksik, se pravi, da nisi strupen in ljudi zavajaš. Neke originalne fore. Da bojo pač ljudje dobili feeling, da si zanimiv. Zdaj, ali so to vlog. Vlog si tudi lahko zanimiv, čeprav vlogov je morje, ne. To je že ful tako. Ampak vseeno so ljudje, ki znajo v Sloveniji narediti vlog, da ga boš rade volje pogledal. Kjer je pa, kaj gledaš drugače? Ja, zdaj recimo od vlogerjev mi je Beat Saver. On mi je zanimiv, ker pač vsak vlog recimo res dejansko nekam gre in ti nekaj pokaže, ne, da gre v Miller kupiti pizza nove nohte, razumeš, kaj bom to gledal. Ali pa ne vem, kar kupil sem si v Zari hlače, mislim, daj pokaži nekaj, ne. In recimo Beat ima dober content, zrastel je tudi hitro. Komoter minuta, recimo, me je tudi zanimivo. Taka ima avte, ne? Ja. Ker zanimiv način. Tudi, če recimo avto nimaš niti malo rad, ga boš poslušal, ker zanimivo razlaga, ne. Tako sem jaz opazil Komoterja. Drugače slovenskih vlogerjev, vem, kdo so, ampak ne spremljam, no. Bita, tu pa tam pogledam, Komoterja, to pa to. Imamo mi dva eno skupno stvar, veš to? Kaj pa? Ena skupna stvar je to, da ima oba dva rada pse. A pse, ja. A je tako? Ja, imam, ja. Ja, gledal sem tvoj video, ko je tista bejba, veš, tista stara mama, zdaj ne in točen, ki je bila Jadranka Juras tudi zraven, ki je rekla, da nima folk prijateljev. Ja. Čak, tvoja psička je mešanka, ali kaj je? Moja psička zdaj ne vem, kaj je. Jaz sem tudi psa, ki je bil v bistvu... Ona določeno, recimo tukaj pod čeljustjo ima kot papilon pasma, ima tako grivo, ne, ko lev. Zadnji rep ima isti kot čivava, ker sem zdaj lani enkrat sem eno gospod srečal in je res, kot da sem videl svojo liso in sem vprašal, kaj je to za ena pasma, in je rekel dolgodlaka čivava. Tako da jaz mislim, da je nek križanec tega papilona, dolgodlake čivave, možno še kakšen pomeranc zraven, ne. Ja, ampak ti živiš, v bistvu živiš s psom, mislim... Pa dve mačke, ja. Pa dve mačke? Ja. Kako pa se razume to vse skup? Razumejo. A ste že od majhnega skup, ali... Ja. So, tako da se nimamo problema. Razen Lisa, tu pa tam malo naskoči mačko, ampak dobro. Tako da ni problema, ne. Dej pa povej, če se gre zdaj dotakniti, smo na urbani frekvenci, sam verjetno veš, da izviramo iz hip-hopa in mene v bistvu zanima, ali ti pripravljaš kakšen album, kakšen single? Ne, jaz sem... Ali si čisal tudi tega? Jaz sem na zadnje rap komad izdal, mislim, da je bil to komad Kala, Liho psih govori. Mislim, da je to 2 ali letos 3 leta. Tako da 3 leta, jaz bom rekel, resnega rap komada nisem že posnel. Delal sem nekaj na CD-ju, imam 7-8 komadov doma, ki mi stojijo, ampak itak zdaj jih ne bi dal na album, ker vse veš, kako je to.
Pa se album danes snimati je, mislim, da... To je lih mogoče, da imaš neki izdelek, da rečeš, evo, neki sem naredil, ne. Drugače nimam namena izdati albuma, sigurno ne imel sem 2 leti nazaj, bom naredil, zdaj ne. Zakaj ne, v bistvu? Kaj je tisto, da te nekako drži nazaj? Kaj pa vem, mogoče prvo to, da sem mi ne dal vse to iskati, kdo mi bo naredil tisk. To mogoče se mi ful ne da s tem zabavati in vlagati v to denar, ker vem, da ga ne bom dobil nazaj, ne. Zdaj, dobro, itak ne delamo zaradi denarja, žal v Sloveniji, ampak ne vem, preveč stvari. Jaz, itak, če bi rad naredil album, bi rad imel, da je to kvalitetno, ne? Da ne bom, ko dal človeku CD v roke, bo si rekel, to je kučni proizvod. Ne bi rad, da zgleda. Zdaj, da zgleda, moraš dati par jurčkov, ne. In zdaj sem rekel, pizda, to, da zdaj dajem nekih jurja 2 in več, če bi šel res še zaščititi komade, ni da ni. Sem rekel, pa ne, mogoče imam več od tega, dam video na YouTube, poberem tistih par evrov, recimo. Ja, to se ti v bistvu sploh zdaj, ne? Zdaj, ko imaš te, pa imaš rekel v planu Nicki Minaj, rekel? Ja, Nicki Minaj. Pa še kaj lahko izdaš, kaj je tazga? A ti v bistvu tako gledaš, zdaj ne vem, kar je zdaj v trendu? Načeloma ja. Kar bom rekel, kar kao gre viral? Tako, ja, itak, ker vem, da sploh 6ix9ine je prišel z zapora, to je bilo, podaril vse rekorde na YouTubu, sem rekel, moram narediti, kako posneti. In so sadove obrodil video, Nicki Minaj že itak skozi na sceni. Tako da ponovadi se dotikam nekoga, ki imajo res ime, recimo Eminem, tudi če ga še 10 let ne bo vsi vejo, kdo je Eminem. A boš probal Eminem narediti? Sem razmišljal, ja. Samo to je kar izziv, veš. Samo itak na Balkan način, ne. Ja, no povsem. Ja, zdaj hitrostno Eminema se ne bi lotil, ker nerealno, da bi to ujel. Mogoče tisti stari Eminem, ko je imel tiste čaka Slim Shady, ne. Se pravi ta My name is ta komični rap, ja. Tako da definitivno se ga bomo dotaknili brez skrbi. Da in povej, kaj je tvoja prihodnost? Kje se zdaj vidiš, bom rekel, čez ne vem, kje se Vauk svit? Se to vidi tako težko vprašanje, ampak siguran imaš, bom rekel, neke sanje, neko vizijo svojo. Sanje, če se ne bo slišalo, da sem otroči, živel bi od YouTuba, dejansko samo od YouTuba. Vem, da slovenski material mi se tega ne da, z balkanskim se itak da. Folk vozi Lamborghini zaradi YouTuba, ne. Tako da, zato sem začel usmerjati tudi svojo pozornost na balkanski trg, ne, oziroma zato delam, kako snimiti, ker če bom naredil kako posneti, kot bom dobil dosti manj feedback, kot če naredim v hrvaškem, bosanskem, kateremkoli jeziku, no. In pač zato dam vsak drugi, tretji video tu, da počasi ne forsiram na balkanski trg. Ja, odkje pa ti jezik, da pač to... Zdaj, mati je Hrvatica, sicer jaz po moje bolj obvladam hrvaški jezik kot moja mama. Imam nono na hrvaškem in mama ima tete, strice in tako naprej. Tako da sem kot otrok hodil dosti na Hrvaško, itak prek babice, oziroma prababice, ki ima 92 let. Prek nje sem se dosti naučil in nogomet. Jaz sem igral za Koper, tam pa sem igral z Makedonci, Bosanci, Srbi, Hrvati in itak vse živo, kar so oni čuli doma, so to povedali na treningu in tako se učiš, ne. Pa s filmov sem dosti ogledal balkanskih in glasba itak. Ja, kaj pa si igral v fuzbal, kjera pozicija? Desno krilo. Desno krilo? Ja. Dobro. Oziroma RV, bolj kot RM. Winger. Right wing, winger. Winger, ja. Rekel si, da si poslušal balkansko glasbo. Ja. Vem, povej, kako se ti spoznal s hip-hopom kot otrok? Kot otrok? Kje si odraščal? Kakšno je tvoje otroštvo? Začel sem itak Markovec, se pravi z temi markoškimi izvajalci, kot so Vlad MC, Mob Thugs. To so bili, bom rekel, na Markovcu najbolj poslušani reperi takrat, ne, zdaj nobeden več to ne snema. To so zdaj ljudje stari, mislim, da čez 40. Se pravi lokalno sceno. Tako, lokalno. Takrat sem jaz čul za tega Vladija in za te mladi Adi, Atko, Mob Thugs. Pa kolega Faker je tudi začel z njimi repati. Jaz to poslušam in vele, kot 17-letnemu Frocu, 16 je bilo to grde besede, no, to droga, trava. Sem rekel, stari, jaz bi tudi to, ne, čeprav sploh nisem odraščal v takem okolju. Mislim, s takimi... In potem sem jaz rekel, pa jaz bi tudi to snemal, ne. In itak sem rad ustvarjam, rad delam in sem pokupil neki mikrofon, tisti
veš na palčki. Tako. Ja, vsi smo ga imeli. In sem snemal v Movie Makerju vokale. Shit. V Movie Makerju in sem posnel in sem to izvozil in sem imel svoj prvi komad. Vse bi dal, da ga kje dobim. In naredil sem komad v hrvaščini, ne? Ker ti tako... Ker se je bolj slišal, bolj zajebano, ne. In nič, to sem samo dal eni sošolki, to je bilo tako 3 ljudje, so mogoče čuli ta komad. In potem sem jaz rekel, kaj bom jaz to delal, ne, pusti to, delaj ti šolo, nogomet, pusti, ne. In nič, in potem sem spoznal na tej ekonomski v paralelki Jure Colja, isto CJ, tudi je repal en čas, zdaj isto ne repa več. In je rekel, kaj sem čul pisati, da ti si nekaj snemal včasih. Sem rekel, kao dej pri do mene, imam studio. On je bil malo bolj premožen, je imel doma za takrat na nivoju, res. Dej pri do mene, bom ti jaz malo pokazal, sem rekel, ajde, zakaj pa ne. In res sem šel do njega, mi je pokazal, kaj je flow, ne, kako pisati tekst po lajnah. Res on mi je dobesedno nekako pokazal smernice. Dal, bom rekel, nek vstop v rap, no, vse mi je pokazal. In jaz sem to tam snemal, vadil, flow, da sem sploh po bobni šel, ne, včasih bobni in moj vokal, to je bilo tako, vse na XY. In nič, in potem sem to začel, sem rekel, zdaj bom pač to delal, ne, in sem začel en komad, drugi, tretji, 6, 10 in potem smo počasi neko svojo opremo začeli dobivati, slušalke, ki so imeli tisti mikrofon, smo zavezali na stojalo, tako smo delali, dali najlonko čez in potem smo začeli snemati, učili se delati miks. Kje letnik si ti? 90. 90, pa smo 1 let razlike. No, ti si mlajši. 89. Sem da zgledam mlajši, samo nisem, ne, gajga. Ja, in nadaljuj, ja. Nič Cool Let It Pro, to je bil Bok in Batina. To je še zdaj tam v studiu drugače. In tu smo začeli in potem sem spoznal Nekromant. Si čul zdaj za nekaj? Ja, seveda. Isto, in potem mi je on pokazal, kako se mix dela, ne, da naredi ta equalizer, ta kompresor. Dynamic processing, valjda. In to, in nič, in pol vedno isto delaš in potem si že malo začel, sem pa nekaj drugače in potem si šel YouTube, how to, mix master in si začel, to se boljše sliši, to, tako da KCP je stran, ne. In potem si začel, no. In nič, potem kaj zaslužiš, sem kupil malo boljši mic, malo boljši kom. Kaj pa si vse delal tako, kje si kaj delal? Delal kot pa čiht, tako. Jaz sem ful malo v življenju delal. Moj prvi šiht je bil pri stricu, stric ima firmo, dela te, ko se temu zdaj reče, tende, žaluzi, šiva, montira, vse, ne, od začetka do konca. Sem mu pomagal šivati, to skupaj delati, ni da ni, ne, renovirati, ko so prinesli stare, pa si kaj zakrpal. To je moj prvi šiht. Potem sem jaz delal v Cicibanu. Ja, prodajal superge, ampak sem delal samo 8 ur in sem rekel, to ni zame, sem bil 18 let. Ja, 18 let star in jaz ne morem priti do enega 3-letnega froca, kako imaš pa ti malo nogico? Ne, ni šans, zdaj bi to šlo, ne, ampak takrat je bila mentaliteta drugede, kaj boš ti, probaj sam, pedi stran, ne. Sem rekel, ne, to jaz ne morem delati in sem kar drugi dan napisal SMS, ni to zame. Nič kaj, pol pač. Kdaj pa misliš, da je bil tvoj prvi vtis zares, ker si mogoče rekel, jaz pa res lahko to delam. A veš, da si imel tis moment oziroma tis klik v glavi? Ja, prvi komad, prvi odziv. Ko si videl, da... Prvi komad, ki si ga vrgal ven? Ne, do tega je bilo, bom rekel, prvi spot, ki je bil malo bolj zgledal in takrat sem dobil tudi prvič Meka, sem na Meku montiral, dobil nov mikrofon in mi je tudi dalo, da sem malo bolj kvalitetno stvar naredil. In potem sem objavil nek spot J+T, je bilo J+T, ne. In to je prvi komad, ki bom rekel, da sem, ne vem, dobil v enem dnevu 5 jurjev ogledov, ne. Ogroman, ja. In sem rekel, wow, to je bilo takrat, tako da sem danes dobil, za Slovenijo je, ampak bom rekel, takrat je bilo to zame, kot da sem v enem dnevu dobil 500 000. Kao, wow, prošnje na Facebooku, non-stop si kar sprejemal, poln profil, sem rekel, jaz sem zvezda, ne. In še 24 ur sem 24 ur, sem takrat članek napisali v meni, sem rekel, jaz sem zvezda, ne. Noro. In potem sem tu rekel, stari, dajmo zdaj mi to delati v tej smeri resno naprej, ne. In potem pač številka mi tem piše, da ti jaz naredim spot, ti meni reklamo, spoznaš enega, spoznaš drugega, spoznaš tretjega za bit, 4. greš njemu snemat in pol je pač roka umije. Tako je. Non-stop bo ta krog. Itak. Sej vem, ko je, to je ta kreativen krog, ne. Itak. In pol, veš, taki kreativci, ki smo isti, veš, ki se nam, bom rekel, jebe za cash, ne, ti napiše, da je pri snemati, za stojn posnel,
ne, potem da bova sodelovala, ne, in politik drugemu pač nekako smo pomagali, ne vem, jaz tako je mene snemo videe, mogoče zaradi mene komu posnel še video spot, kaj zaslužil. Ista stvar je bila pri meni. Jaz sem recimo, ko sem začel z Zlatkom delati, no se ti so z njemu delal. Ja. Bom rekel že malo prej, pa sem njemu naredil, da ima 13 video spotov. In veš, ko so prvi 2, 3, pa ima folk video, veš, da boš to in potem sam rasteš. Če ti je prva stvar passion, pa prva stvar, tako kot govorila strast, da ti ni keša. In danes vsi hočete prehitro zaslužiti. In glih to je narobe. Prehitro zaslužiti, ne da popravim, in prehitro dobiti odziv. In to opažam, da sploh rap artisti naredijo 2, 3 komada, vidijo, da ne vem, je Jurija 2 ugledal in nehajo delati. So ker oni bi bili čez noč, ne vem, imena, kot so Zlatko, Mrigo, Get, te ostali reperi, ki imajo neko ime na sceni, Čale Sale, Nipke. Ampak ne gre to tako, ne. In pol valjda folk zgubi voljo, si misli, kaj bom jaz Jurija ugledal, me je sram, ne. Ampak ne moreš čez noč. Tudi če boš dal 10 evrov v spot in ne vem, komu da ti napiše tekst, vseeno ti si pripravljen na to. Itak, vseeno si neko ime, nimaš izkušenj, ne veš, kaj pali, ne veš, če bo folk to težko je. Ampak ljudje, bom rekel, preveč ogledov je vsega in ljudje so uprani že in pol vidijo, si 150 milijonov, ta 100 evrov, ta 2 milijona, ta 3 in ljudje vidijo te številke in pol, ko pri sebi pogledajo, ko je to 500% manj, si rečejo, fuck, zakaj jaz to delam, ne. In to je, mislim, da znanstveno dokazano, da če gledaš drugega, kaj ima on več, kot ti ne bo ratelo, ne. To je prva stvar, ne gledati, kaj ima Nipke več, kaj jaz nimam, ne. Glej ti, kaj boš pri sebi naredil, da boš... Ali pa v bistvu naj ti bo on neka motivacija. Motivacija, ne pa neka tekmovanja. Folk je nasploh hejta, folk ne prvoš, stari. Itak. Overall, sploh v repu, pa sploh tako, veš, ne rad vidi, da ti gre dobro, ne. To je za karkoli, to če imaš kebab, recimo J-Lo, zdaj TikToker, ki ima najbolj prodajen kebab v Sloveniji, stari, to ljudje, vse vidim, vsi, kar en kebab, ampak zato, ker mu je zalaufalo, stari, ne. Ampak kot zalaufalo, si ne važno, si podjetnik, youtuber, glasbenik, ne vem, pizda, prodajaš gume, čim ti laufa, nekaj bo na tebi narobe, ne, on je na tegun, ne, to je samo ker laufa in to sem opazil, da kot ima nekdo ime, bojo vsi znali reči, samo vse slabo, dobro, težko kdo bo rekel, ne. Kaj pa v bistvu bom rekel, vem, da si tudi dosti vokalen na Instagramu, glede teh žensk, recimo, pa OnlyFans, pa te scene. Ja, mislim, jaz sem tako, folk mislim, da sem jaz zdaj obseden z influencerji, da ne, to je tako vse en troll, ne. Ampak dejansko res, ko pogledaš tu pa tam, ti vrže itak ven video, kao what your fans gledajo, ne, in ti vidiš, hajde vem, kaj gledam, poklikneš, ne vem, na eno to v influencerku in stari, ko 2 minuti gledaš in ko vidiš, kako je to bitje fake, stari. Si rečeš, pizda, ti zavajaš ljudi, ne. In dejansko poznam ljudi, od teh glasbenikov, od narodne zabavne, vse, ki sem jih spoznal in tudi, ko kamera ni vžgana, to je človek totalno drugačen. Ne bi mi verjeli, da bi jaz povedal, kdo je, ne bom zdaj o imenih, ampak sem imel na istem nastopu, dokler so bili ljudje okoli kamere, kot se je kamera ugasnila, ti bi bil debil. Sem se rekel, fuck, vi ste eni lažnivci, eni prevaranti, ne. In to je to, in zato jaz pravim vedno svojim followerjem, ne verjeti, kaj vi tam po Instagramu gledate, to, ono. Je tako vsi govorijo samo o sebi, sem šla, sem kupil, sem kupila, sem to. Ja, kao, ne. Jebe se njim za vas. Vi ste njim številke in vi ste njim zaslužek, ker pač zaradi vas oni dobivajo sponzore, dobivajo razne produkte in to, ne. Oni polvatno to predstavijo, ker morajo, ker pač jaz tebi dam to, ti predstavi, mi ti plačamo, ne. Škva naredi, predstavljaj si eni, bom rekel, 11-letni. Ni tako, ampak... Hvala, otroci so neumni, vse smo bili vsi otroci. Ampak... In ti vidiš, ne vem, za eno youtuberko, wow, ne, kao, jaz bi bila rada kot ona. Ok, sej, verjamem, da marsikdo, ko gleda mene, vidi, jaz bi bil rad kot wow, ampak jaz sem vedno rekel, jaz nisem vzor, še komad imam, nisem vzor. Povem, zakaj jaz nisem vzor, zakaj nočem biti vzor. Zakaj ne? Pa zato, ker v življenju sem marsikaj slabega naredil, kot mulc, od sranja s policijo, do, da smo kradli, da smo... pač take grde stvari, ne. In niti nisem jaz vzor, ker zakaj bi bil? Ker pač imam dolg jezik te nikamor ne bo pripeljal, imam neke te svoje napake,
ki mogoče komu grejo na živce, ne vem, to, da mogoče direktno povem, pošljem koga v kurac. Zato pač... Pa to si to pa en stan, ti to služiš, ker se hitro porešiš ljudi. Ne? Ja, sej, ampak danes biti iskren, boš najslabše šel skozi. Ne? Kot si ti, recimo, da si v Ameriki sporen, ti boš bil v Ameriki milijonar. To te bo vsi sponzorji hoteli. V Sloveniji, da si sporen, so te bo vsi odmikali. Ne bomo mi z Vauxom, bo zdaj to tam neki... Ne. Sem že naletel na take, ne. Recimo ta Džungla Star Show, ta nov YouTube kanal, ki je tako čudežno zrastel. Ne. Še prej so objavili video, so imeli 15 jurjev naročnikov. Ja, to že vem, kako bi lahko... Takrat so oni meni pisali, nek intervju sem naredil z njih, ti bomo plačali, niso nikoli. In potem sem malo potem pisali, če bi bil Džungla Star Show, snadili kot nek YouTube talent show. Ne? Ne poznam, bom pogledal. Poglej si, ampak samo material za otroke, ki nimajo 2% možgana. To je YouTube kanal? Slovenski. To je podmladek. Ego, fist dviga rok. To je podmladek hrvaškega Džumbus, ki ima skoraj 1 milijon subscriberjev, zdaj Džungla slovenska. Tu zadaj so A1, žurnal, ogromne firme in niso mogli mi dati niti €1. No, pa sem dobil mail, če bi jaz bil na tem Džungla Star Show žirant, oziroma mentor. Sem rekel, ajde, ne, bom. Ok, neki so ponujili nek drobis, rekel, ajde, bi rad bil ta mentor, res me je to zanimivo, dajmo biti. In pol v tem času je bila lih korona, se je to vse zaustavilo, tisti marec, april, lockdown in to. In pol mi se dala ta Zorjanca, to draga korona, te prosila bi, kaj ideš, čau. In to sem jaz naredil reakcijo in to je bilo na Džungla Star objavljeno. Ne? In pol jaz dobijem malo potem mail, da so me zavrnili, ker pač sem napadel en njihov video. Ne? Sem napisal, kakšen video, sem jaz napadel. Jaz sem samo naredil komentar na vaš video in tisti, ki ima 3% možganov, ve, da ta video ni okusen. Ne? In niso pol nič odpisali, so me skenslili, ja. Se pravi, biti iskren, ne zapiraš vrata si, ne. Okay. Ampak, če je to del tvoje poti, okay, veš. Tako je, da si sam mečkaj mikrofon tako naravnost. Ne, se te sliša, veš. Tako je, jaz. Ti imaš itak ta gib, veš. Ja. Ta reperska scena. Real motherfuckers. Tako da Daj mi povej, še eno vprašanje, se opojem mogoče še vrne na njih, ali pa tudi nam im reklamo. Še koliko je ura? Dobro, imam še neki cajt. Kaj so doma rekli, ko si začel ukvarjati z glasbo, z rapom? To sasga MC-ja vprašam. Doma, niti niso neke pažnje dajali. Ne. Pač videli so, da se tam neki deremo v mikrofon. Včasih so se mama... Jaz ko sem začel snemati, so se moje dva ločila, tako da foter ni bil del tega ustvarjanja. Je bila bolj mama, ne. In mama niti ni, da mi je rekla, da je nehaj to delati, niti ne verjamem, da ni verjela v to, ne, ko je tako videla tam, da smo bili 3-4 klovni za tistim mikrofonom. Spet sem rignil. In nič, pol je malo začela opažati, 24 ur piše o mojem sinu. To, tam, ne, to, uno. In pol so začeli sodelavci, moja mama dela na policiji, in so začeli policaji, kaj tvoj sin repa, ne, smo ga videli zdaj zvezda v tem članku, tistem članku. Ja, tako da, no, evo, zdaj sem prišel na ta nivo, da dajem podpise za otroke od njenih sodelavcev policajev. Ko se je stvar obrne. Včasih so me zapirali, zdaj pač dajem podpise tem otrokom od policajev. Ne. In zdaj pa pač... Tvoj si je ene vrste vzora, ne. Ne moraš reči, da nisi, ne. Ja. Za njih si, ne. Vse me vidijo kot to, ampak vsakim pravi, ne. Ima kdo poster v sobi od Vauxa? Ne vem, bil sem pa eno leto na torti. Res? Ja, tako, zbudim se stari in vidim fotko, ne vem, koliko je bila takrat ona stara, 12 let, vem, moja slika na torti, samo rekel, no, what? Kao, kaj ste nori, ne. Tako da take stvari, rekel, ti mogoče dajo neko potrdilo, da ipak delaš dobro, no. Da nekaj delaš, da se ljudi res dotakne in da res v tebi vidijo, wow, čeprav pravim, nisem nič wow, fant, ki rad ustvarjam. Ampak ti da, itak ti da motivacijo, ne. Kot nekdo, že en komentar ti napiše, ne vem, sem gledal tvoj video, sem se nasmejal, hvala za polepšan dan, dovolj. A pa si kdaj vzameš cajt, pa greš čez svoje komentarje? Ja. A veš, da imaš refleksijo, da rečeš... Tako, ne bom rekel, da spremljam non-stop, ampak itak, ko dam video ven, prva 2 dni, itak ta aplikacija YouTube Creator, itak non-stop gledaš, kako rastejo ogledi, kaj pišejo. Tako da se nasmejim. Se nasmejim. Ja, nič. Vaux, jaz mislim, da sem prišla bolj ne do konca. Rekel sem, da je 45 minut in smo že zelo blizu tega timinga.
Da mi v bistvu še povej zadnje vprašanje, oziroma nek nasvet za nekoga, ki bi se rad ukvarjal z YouTubeom. Ja. Kaj bi danes rekel, da je, bom rekel, pa ne najpomembno na YouTubeu, ampak eno kratko misel za na konec, da lahko lepo zaključimo. Kot sem rekel, težko je imeti recept. Ne? Nipke ima recept, pištemo. Ne vem, prvo, kar je naredi si kanal, to je zastonj. In probaj imeti videe, ki bojo drugačni od nekoga, ki mu laufa. Ne? In bodi avtentičen. Ja, to je itak, bodi original, to je prva stvar. Druga stvar, da si iskren, spravi, da se ne pretvarjaš z nekaj, kar nisi, samo zato, da bi dobil folk. Doraj, da si trol, je druga stvar, ne. In pač pristen. Be you, ne. Dačno to pristen, ja. Zdaj, če si bumbar, bodi bumbar. Zdaj, če si pač malo bolj, bom rekel, fin, bodi fin, ne. Ne zdaj samo, ko se kamera vžge, just a youtuberi, ne. Ja. Kot Balkanci, tu ful je položivo, je polno. Tako kot Ellen, veš ta Ellen DeGeneres. Ja, ne, recimo ne, pač ne vem, če si pač zamorjen zdravo, ne, bodi zamorjen, ne. Se pravi, za na konc, bodi originalen, ker tak si najboljši. Točno to. Vauks, jaz sem ti hvaležen, da si prišel. Hvala vam za povabilo. Definitivno se veselim tvojih izdelkov novih. Hvala. Vedno si dobrodošel v Kranju. Hvala. Tako da... Ste čuli? Ja. Tisti, ki mi hočete slabo. Ja, tisti, ni me noben, hoče ti slabo, unka ti pa hoče slabo, pa sebi dela slabo. Ja. Tako da, that's it. Mi se pa vidimo v naslednjem hip-hop sessionu. paypal.me/vauks. Kakšen euro, čau. Ajde, čau. Čau. To je to. Hiter mine, ne? Ja, to je vedno.